V Sloveniji je kakšnih 80 jam, v katerih so bile opažene, smo videli kosti. Jaz sem bil v dostih teh jamah in potem sem skušal tudi razumeti, kaj se je tam pri teh jamah dogajalo. Jaz se nisem ukvarjal z viri, z zgodovino, ampak sem izhajal iz nahajališč. In gre za več tipov teh jam, morišč. So jame, kot so recimo na Kočevskem rogu, kjer vidiš, da je bila stvar dobro organizirana, kjer je odzadnji stala, ne vem, kaj so bili takrat partizani, jugoslovanska vojska, ne vem, kaj je to, kjer je bilo organizirano in potem se je tudi zakrivalo, miniralo in tako naprej. To so en tip grobišč. Potem so pa grobišča, za katere se ve, ki so znana, kot je recimo Krimska jama, pri Logatcu kakšen Šamonov brezen in pa številne takšna morišča, za katera se je vedlo, je bil ljudski glas in pa tudi oblast je vedla, pa jih je tudi na kakšen način ali zakrivala, ali so smeti not metali, ali kaj takšnega. Potem je pa cela vrsta jam, brezen, v katerih so kosti ležale na površju in očitno za te jame ni nihče skrbel, ni nihče vedel, torej nihče jih ni skušal zakriti ali pa zasut. In zgleda, da so to jame, ki so jih polnile partizanske enote, ki so se premikale ali so imele stalne točke, so nekje taborili in so potem tja noter metali ljudi, ampak so bile tako tajne, se je to pozabilo in nihče ne ve, kdo je tam noter tudi. In tam noter so morda civilisti in pa verjetno tudi partizani, ki so bili likvidirani. Jaz vem, enkrat sem našel v eni jami, dve okosti z nahrbtniki ljudi, ki so živeli, rekel, tako kot partizani, so imeli recimo opremo za popravljanje čevljev, torej niso bili pripadniki redne vojske, ampak so bili ljudje, ki so, ta dva človeka sta bila takšna, ki sta vedela, da gresta živeti v nekam. In verjetno sta bila partizana, ki so jih likvidirali, in so tudi njun ruzak, ki je bil dragocen, pa čevlje, obuta sta bila. Takrat so se zuvali ljudi, da so imeli čevlje. Ampak verjetno so jih vrgli noter, zato da ne bi drugi borci opazili, da sta bila ta dva likvidirana. Tako da je cela vrsta teh jam po načinu pokopa in žal najbrž je vaš brat bodi si v enem takem breznu ali pa ki je zakopan. Tako da to, ko lahko rečemo. Še sam bi mogoče eno kratko informacijo gospodu iz Podgorjancev povedal. Vaš brat je lahko padal v boju z okupatorjem, vendar je veliko primerov, ko so dejansko, kot sem že tudi prej omenil, žrtve med partizani povzročali partizani sami, seveda po ukazu vodstva, poveljstva. Vsaj 10% po ocenah ne bi bilo takih žrtev. Zanimiv je pa tudi podatek, da če gledamo samo medslovenski konflikt, se pravi, kdo je povzročal žrtve eni in drugi strani, tudi partizanske žrtve, z vidika slovenskih povzročiteljev, do julija, avgusta 1942 so partizani tisti, ki so bolj ogrožali partizane same, kot pa recimo ta nasprotni katoliški tabor, ki je bil pozneje protikomunistični in ki se julija, avgusta 1942 potem organizira. Tam je bil gospod, ki je želel zastaviti vprašanje. Izvolite. No, jaz v bistvu nimam vprašanje, stane to ne drugače. Dajte se prosim, aha, ste se predstavili. Ja, nimam vprašanja, ampak imam en napodek ali pa eno mnenje. Jaz sem lansko leto bil na trgu revolucije, ko je bila tista komemoracija, karkoli že ob tej 70-letnici napovedi teh pobojev. In je imela dejansko vsaka žuglija križ s vsemi izgnulimi ali pa pobitimi. Mislim, da je to dalo izreden efekt to pred javnostjo, je pa dejstvo, da je bila ta dogodek zelo slabo opiskan, ampak kakorkoli, televizija je to pokazala, mogoče je bilo dobro tudi za te prihodne pokope ali pa te izkope, ko bojo, da ima vsak pobiti svoj križ. V času pokopa to vse televizije snemajo in se to vidi in je to efekt. Konec bom rekel, v Srebrenici recimo, ko so jih izkopali, je imel čist vsak svojo krsto. Tudi tukaj najbrž bi vsako gostje moglo imeti svojo krsto, da se vidi, kaj je bilo to takrat povzročeno. Hvala. Hvala lepa za vaše mnenje. Glede, ta individualni pokop je v znatni meri, kjer je to mogoče tudi izveden, to je treba povedati. In
to je zasluga tudi te vladne komisije. Jože, moje Tamari bi rad odgovoril kolegici, pri inkviziciji je nekaj podobnosti, isti te toži, isti te sodi. Sam pri inkviziciji, če nisi priznal, si ostal živ, tlej nismo pa nobeni šans, da boš ostal živ. Jaz bil mrtev, preden sem te sploh ne mislim, jaz bil že praktično obstoj, preden sem te odgovoril. To je bistvena razlika Tamara z inkvizicijo. Franc Kavčnik iz Borovnice. Najprej bi se rad zahvalil vam, ki ste pripravili današnji večer, drugo pa našim tudi sovaščanom javno za pogum, da so šli v to Krimsko jamo in tudi iznesli te žrtve. Drugo, kaj Krimska jama po izkopu? Pač vsi vemo, da to ni bilo samo grobišče, da je bilo tudi to se pravi grobišče, poleg tega pa zločinca tukaj zgodil, ki je morišče. Tako. Druga zgodba bi rad omenil tudi glede pri zahvali, ki sem je izrekel, tudi tistim fantom, tudi sam sem bil nekakrat zraven, ki se je tist mol končal po tistim hudem času, da se je to grobišče, lahko rečemo, da je že svetišče z vsemi temi kritikinami, pač ta križ, ta kapelica in tudi tem se lahko izreče neka zahvala. Druga zgodba bi še rad omenil, pa ne da bi zdaj povzročal kakšne hude stvari, ampak kljub temu v Borovnici je bilo veliko taborišče. Veste, in tukaj so zagrebali ljudi, ki so omagali, ki so bili stradani in to so jim rekli jaški. Jaški ideje, ne vem, so to bili naravni jaški, ampak mogoče tudi od bomb še bilo nekaj, ki so Borovnica bombardirana. In lahko sam povem primer, jaz sem prišel pred 50 leti v Borovnico, tako da sem spoznal šele to neko drugo zgodovino tudi. Danes je bilo omenjen 13. julij. 12. julij 42. leta je bil v Borovnici masakr družina Vičič, pa še ena druga družina, kjer so bili štiri, kjer so... Lončarič, tako je. No, tako da potem lahko še povem, kako so iz tega logarja, ki smo mu rekli tukaj v Borovnici, na dolu, kako so hodili te zaporniki graditi progo. In lahko povem od moje tašče primer, pa njena mama, kako je en partizan pripeljal nekega Nemca z veliko vročino. 2 dni so mu kuhali čaj, 3. dan ga pa ni bilo več. In so vprašali tega možaka, paznika, ki je bil medanik dober človek, ni ga več, v jaških je končal. No, toliko za začetek samo. Hvala lepa. Gospodin tukaj na desni. Judita Treben iz Rod. Jaz bi odgovorila gospodu pred menoj, mislim, da gospod Tobe, glede prireditve s spominskimi križi na Ljubljanskem kongresnem trgu, ker sem tudi sama sodelovala zraven. Res je bilo slabše obiskano. Razlogi so tudi v tem, da je takrat potekalo škofijsko romanje na Zaplas, tudi z obredom, ko so prinesli zemljo iz breze in tako naprej. In ko smo pripravljali to prireditev in kontaktirali mnogo župni in župnikov, je bilo povsod rečeno, gledajte, mi imamo škofijsko romanje, za nas je to pomembnejše in smo potem nekako prosili, smo rekli, dajte vsaj enega poslati, vsi ostali naj gredo na Zaplas, vsaj enega, da bo nosil spominski križ. To je tudi eden izmed razlogov. Potem lahko tudi povem, da je bilo prvotno načrtovana ta prireditev točno na datum, mislim, da je 26. maj, to je padlo na torek. Torek, dopoldne, veste, kako je, lahko pride samo pač nekdo, kakšni upokojenci, starejši, tisti, ki nimajo služb.
Zato je potem bilo predstavljeno dokaj pozno in se je potem izkazalo, da se je pač to pokrilo s tem romanjem na Zaplas. Toliko v tej prireditvi. Bi pa glede, samo mnenje podala, glede teh pokopov, ki se sedaj dogajajo. Tudi sama sem, pač imam 2 strica, verjetno na Hrastniškem hribu, kot domobranca sta pač bila v Teharjah in jih potem so odpeljali ali Hrastniški hrib, morda tudi Huda jama. Zdi se mi pomembno, da v teh pokopih, da se da veliko pozornosti na to, kdo bo o pokopu kaj povedal in kaj se bo povedalo o teh pokopih. Morda tukaj pri pokopu žrtev Krimske jame ne bo nekih spornih zadev, tukaj so bile civilne žrtve. Ko se bo pokopavalo, tako kot moje strice in še mnoge druge domobrance, bo pa že potem se bo, vsaj tako si mislim, verjetno skušalo mečkano zamolčati, oziroma to še vedno velja, saj so sodelovali z Nemci, so na nek način izdajalci. Skratka, zdi se mi zelo pomembno, kaj se bo povedalo o teh pokopih. Kdo? Poglejte, sama menim, da govor predsednika našega, z vsem spoštovanjem do predsednika, on je direktni naslednik, izhaja iz stranke, ki je direktna naslednica komunistične partije. Sami si pač ustvarite mnenje, ali ima nekdo tak pravico govoriti na pokopu pač naših žrtev. Hvala lepa. Dober večer, Jože Korinčič. Samo eno vprašanje imam, in sicer sedaj, ko so žrtve izkopane, me zanima, ali se bo opravila DNK analiza in če se bo opravila, kako bo potekalo in ali je kakšno zanimanje med sorodniki in kaj naj sorodniki naredijo, če hočejo priti do tega, da bi prišlo do DNK analize. Skratka, praktično vprašanje, kako in na koga naj se obrnejo. Ja, glede analiz, naredil se je samo za gospoda Koščaka, ki je želel vedeti, če je njegov oče v Krimski jami. Izkazalo se je, da ne. Mislim, vsaj tisti del, ki on je mislil, da ne bi pripadal njegovemu očetu. Glede, kaj narediti, to bi se morali posvetiti za komisijo, ki ona bo pač vam posredovala podatke o božičen kontakt sodne medicine in za nadaljne stvari za storiti. Tako da glede tega ne morem veliko povedati, zaradi tega, ker jaz sem naredila samo analizo kostnih ostankov, to se pravi analize DNK, jaz ne upravljam. Tako da to je vse, kar lahko povem o tem. Hvala, Martina. Načelno velja tako, da tisti, to je možno, tisti, ki bi bili za to zainteresirani, se morajo obrniti na komisijo. Se pravi, da mora biti interes svojcev tukaj izraziti, da do tega pride. Možnost vsekakor je, vzorci so bili vzeti, tudi kosti bodo pokopane individualno, se pravi v vrečkah, vsaj dogovorjeno je več vreč v eno drugo, ampak možnost bo tudi kasneje, če bo pač tako pokazala. Zdaj bi jaz morda, ne vem, če to gremo proti koncu, ampak vseeno bi rekel, da vendar se premika. Namreč, pred nekaj leti je bil tukaj pogreb pobitih v Mačkovcu. Takrat je bila tudi priložnostna razstava, mislim, da je France skupaj s takrat odgovornim arheologom Draškom zrihtal, ampak še vedno nekako ni uspelo priti v javni prostor in zdaj je pa razstava v javnem prostoru, v gasilskem domu. Se pravi, je nekako
ponujena dejansko vsem. Vsi moramo vzeti za svoje, ali hočemo ali nočemo. To je naša preteklost. Ali se z njo strinjamo, ali pa se ne. O interpretacijah ne bi zdaj. Bi pa vse, ki so zainteresirani, namreč ta razstava je pripravljena tako, da bo lahko potovala. Seveda, gotovo interes Logatec, Borovnica, Cerknica, morda Ig, morda še kje drugje. Ne vem, ali na komisijo, ali kamorkoli, ali osebno na moj mail, na internetu ga dobite na Inštitutu za arheologijo, moje ime, ni problem najdete, lahko kadarkoli kontaktirate in se bomo dogovorili, ampak postavljam pa pogoj. Ne v župniščih, ne v cerkvenih stavbah. Mora biti javni objekt, ker konec je skrivanju.